Se še spomnite trendov v gradnji pred desetletji? Gradile so se ogromne hiše, v marsikaterem pogledu predimenzionirane, pa okrogline, frčade, štirikapnice, zalomljene strehe. Marsikdo je želel graditi unikatno, izstopajoče, drugačno, ne da bi se hkrati tudi zavedal, da je takšen dom težje opremiti in dražje vzdrževati. Naša gostitelja Leja in Rok sta rešitev za svoj novi dom iskala več let. Kriteriji so se jima medtem konkretno spremenili, saj se je družina povečala. In naletela sta na hišo, ki je bila sicer prevelika in v marsičem neustrezna. Danes je tole odprta, sodobna, svetla, prostorna hiša, ki pa je taka postala šele po temeljiti prenovi. In zato, ker sta si lastnika upala in ker sta zaupala. Pripoved o hiši v Vodicah je celovita, saj smo jo zaokrožili z obeh plati. Svoj pogled na hišo sta predstavila lastnika, opis preureditve pa sta prispevala tudi arhitekta. Lastnika sta pri iskanju upoštevala več zahtev, ki naj bi jim novi dom ustrezal. Ampak polka pa že imaš otroke, pa drugače gledaš, oziroma izbiraš nepremičnino, v kateri bo živel, kot pa takrat, ko jih še nimaš. In tako je bilo pač tudi pri nama, da sva dolgo iskala, no na koncu pa zdaj to našla, ker mislim, da sva pokrila vse tisto, kar sva iskala. Skratka, definitivno nam je bilo ključno, da imamo nekje v bližini hiše tudi neke zelene površine, ker se veliko gibljemo na prostem, veliko kolesarimo, pač definitivno je pa zaradi otrok ključno tudi to, da imajo nekje na voljo pač prostor, kjer se lahko igrajo in kjer ni mogoče potreben stalni nadzor, da ni neka vrveža. Kaj pa glede notranjosti? Ko sta prišla v hišo, je imela hiša precej drugačno notranjost, preden ste jo začeli obnavljati. Kaj sta tam pričakovala, da boste dobila? Zdaj definitivno hiša je bila stara 12 let, tako da notranja struktura hiše je bila bistveno drugačna, kot jo vidimo sedaj. Motile so naj predvsem, bilo je veliko nekih manjših prostorov, to nama ni bilo všeč, tako da sva se odločila, da hišo notri tudi temeljito prenoviva, v smislu, da bomo dobili večje bivalne prostore, da bomo zgornjo nadstropje namenili izključno pač spalnim prostorem, torej sobi za otroke in spalnici ter eni kopalnici. Vspodaj pa so bile spremembe kar korenite. Prestavili smo nekaj sten, zamenjali smo tudi vsa okna in vrata. Vspodaj smo tudi zamenjali vse tlakovce, v zgornjem nadstropju pa sva ocenila, da je parket vseeno zelo dobro ohranjen, tako da sva ga ohranila. Nekih bistvenih sprememb v zgornjem nadstropju nismo upravljali, razen to, da smo v spalnici dodali eno knauf steno, tako da smo pregradili spalnico, da sta garderobna omara in spalnica pač ločeni. Hiša meri okoli 200 kvadratnih metrov. Zidana je na klasičen način. Matic in Aleš, živjo, kakšen je bil prvi vtis, ko sta spoznala tole hišo? Najprej bi rekel, da je hiša izredno velika. To, da smo si to predstavljali, bi pripomoglo tudi to, da hiša v resnici ni imela nobenega pohištva, se pravi, je bila prazna, tako da so v bistvu prostori še izgledali bistveno večje, kot v resnici so. Druga stvar je mogoče specifična geometrija stopnišča. Stopnišče je namreč polkrožne oblike, kar nam je predstavljal izziv, pa hkrati mogoče nek motiv, ki smo ga kasneje uporabili v zasnovi. Zadnja stvar bi pa rekel, je pa v bistvu mansardni prostor. Se pravi, hiša je razporejena v nadstropje in mansardo in v mansardi imamo 4 različne frčade. In to je pomenilo, da so se v bistvu v prostorih pojavljali neki določeni zalomi, geometrije in to je bil tudi nek izziv potem pri oblikovanju te hiše. V bistvu pa smo se odločili za eno tako umestno pot, kjer smo umikali predelne elemente, hkrati posegali tudi v nosilno konstrukcijo. Pa ko smo imeli pa izčiščeno idejo, sprojektirano, pa se je začel pa tisti bolj ta zabaven del, rušenje pa ropotanje. Torej, predvsem odvzemanje je tisti element, ki je pripomogel k tej prenovi, ne? Tako, v bistvu odzevanje in povezovanje. Osnova je bila ta, da to stopnišče, katerega je že Matic omenil, je tako kot eno sredinsko vreteno, na katerega smo gledali kot eno determinanto v sredini hiše, ki smo ga uporabili kot v bistvu točko povezovanja vseh prostorov. Tako da smo organizirali en tak krožno zasnovan tloris, kjer se vhod, predprostor, hodnik, kuhinja,
dnevni prostor, knjižnica, kabinet povezujejo eno tako krožno zasnovo. Vse stopnišča so lahko en zelo lep element, ko ga v bistvu zagledaš v vstopu v hišo, samo na prav način ga moraš obdelati. Seveda to stopnišče ima zdaj drugačno ograjo, drugačno obdelavo, osvetlitev in v bistvu je postal eden izmed lepših elementov te hiše, ki ga pa hkrati tudi dela posebnega. Med notranjo opremo izstopajo veliki leseni kubusi. Najprej se par pojavi v predprostoru, kjer sta kocki namenjeni shranjevanju garderobe. V dnevnem prostoru pa imata leseni strukturi drugačno vlogo. Ločujeta in hkrati povezujeta dnevni prostor ter kuhinjo z jedilnico. Ja, tu je v bistvu bila ta stvar, da je bila ta dnevni prostor in kuhinja sta bila prej ločena za eno zelo masivno steno, ko je bila tako kot eno hrbtišče te zasnove konstrukcije, ki se je vezala na ta svod stopnišča. Tle je bil eden izmed večjih posegov, da smo mogli ta del premagati, v bistvu z eno dosti močno ojačitvijo, s preklado. In zdaj, da to ni spet stena in povezava dveh prostorov, smo probali ta volumen v bistvu umestiti kot eno površino, znotraj katere lahko ustavimo funkcionalne elemente. Kot ste videli, vgrajen kamin, multimedijski center, na drugi strani pa knjižnica. Očitno nekdo pri hiši zelo rad bere, ker sta tudi namenila lep prostor knjigam in zdaj tale niša kar kliče po sedenju in branju. Definitivno, predvsem po zimi je niša prekrasna, predvsem, ker imamo tudi kamin. Kamin prižgemo, tle se nekdo usede, lahko tudi kavč oblikujemo na tak način, da sedalo premaknemo in pač nekdo sedi na kavču in gleda ven, tako da se izjemno veliko uporablja in nama je zelo všeč. Če je pritličje namenjeno dnevnemu bivanju, so v nadstropje umestili spalnico in otroški sobi. V teh prostorih so ureditev deloma narekovale frčade. Frčade, mogoče prva stvar, ki je, da ti takoj povejo, kje je v bistvu neka glavna pot po prostoru, se pravi, kje je neka stojna višina in kje so nižji elementi, ki pač jih je treba z neko drugo funkcijo prikazati. Tako da v naših primerih, ker se je to dogajalo dejansko v vsakem prostoru, smo res pazili na to, da so recimo spalni prostori pod najnižjem delu, da imamo pa vse poti, povezave do garderobne omare in tako naprej v večjem delu. Kaj je po vajinem mnenju najbolj pomembno pri preureditvi, pri prenovi takele hiše, naprimer iz teh let, ko so še zdrave, ampak bi človek rad naredil ustrezno sodobnim današnjim bivalnim standardom? Da ko prideš v hišo, katera je potrebna prenove, da se ne ustrašiš njenega obstoječega stanja. Ker velikokrat vidimo stvari, ko so v zatečenem stanju, pa mogoče nimamo dosti neobremenjene glave, kaj vse je potrebno tle narediti. In stopiti skupaj z ekipo arhitektov, izvajalcev z željo po spremembi. In kako sta zadovoljna lastnika z življenjem v njihovem domu blizu Ljubljane? Definitivno moram reči, da po enem letu bivanja v hiši, da sva se na ta okoliš navadila, da nama je všeč, predvsem ta povezanost notranjih prostorov, da se lahko gibamo skozi tudi zunaj na vrtu, torej ta povezanost notranjosti z zunanjostjo. Tako da... Jaz mislim, da smo se navadili. Je sicer terja nekaj časa že, pač, ker je novo vse, pa se ne navadiš na prostor, pa še po drugi strani se še okolje spremeni, ker nikoli nisi še prej živel, ampak bi rekel, da glede na naš življenjski slog, da smo se navadili, da tudi ta bližina in prestolnice in narave na drugi strani ni daleč ne na eno, ne na drugo stran in lahko v bistvu kombiniramo in izkoriščamo vse. Vse je splačalo, ne? Ja, mislim, da na koncu se je. No.